Prehajamo na prvo točko, to je volitve in imenovanja. Predlog sklepov je objavljen v gradivu številka 20, predlagatelj Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prehajamo na prvi sklep, to je sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda, Zavod za turizem in šport Kamnik. Poročevalka Ivanka Učakar, predsednica komisije. Izvolite, Ivanka. Hvala za besedo. Še enkrat dober dan vsem. Zdaj pa na kratko. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 20. seji, ki je pa potekala v prvem delu 20. oktobra, obravnavala dopis Zavoda za turizem in šport glede imenovanja predstavnikov občine kot ustanovitelja v svet zavoda in pa seveda prispele predloge za imenovanje. Po razpravi, na kateri me žal ni bilo, in pa potem na podlagi 12. člena odloka je pripravila predlog sklepa, ki ga daje občinskemu svetu v obravnavo, v sprejem. Predlog pa se glasi, da so predstavniki ustanovitelja v svetu Jože Korošec, Miha Resnik, Matija Sitar-Močnik in Matjaž Štorak. Vam dajemo v obravnavo in sprejem. Hvala. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Moje stališče je zelo podobno, kot je bilo stališče o potrjevanju podobnega sklepa lansko leto, ko smo ravno tako za svet Zavoda za turizem in šport, takrat še kulturo, Kamnik, potrjevali svet zavoda. Tako kot takrat smo tudi tokrat predlagali zelo kompetentno osebo, svet zavoda. Žal, naš glas, naša prošnja ni bila slišana. Jaz vem, da se je koalicija pač dogovorila, da ima noter svoje ljudi, zato da vam mi ne mešamo štren. Ampak vseeno bi si želel, da to niso neposredno svetnice in svetniki. Mi se probamo tega izogibati pri vseh zavodih, še posebej pri tako pomembnem zavodu, kot je svet javnega zavoda, Zavod za turizem in šport Kamnik. Zdaj, okrog tega sveta zavoda je kar nekaj besed zadnje čase, ne. Začelo se je že z imenovanjem vašega direktorja, za katerega se je izkazalo, da smo imeli kar prav, da ga nismo podprli. Tam so se začele dogajati odpovedi, pa dolgotrajne bolniške, pa en kup zmede. Po Kamniku se govori, da stvari v zavodu ne špilajo. Ko sem govoril s predsednikom sveta zavoda, z Jožetom, je rekel, da je pač vse v redu, da je to pač normalno. Ampak ne vem, če je čisto normalno, da direktor javnega zavoda javno pove, da ne bo spoštoval PCT ukrepov na javnih prireditvah, ki jih zavod organizira. Ne vem, če je čisto normalno, da se 14 dni pred največjo kamniško prireditvijo Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine na seji upravnega odbora Gasilske zveze Kamnik pogovarjamo o tem, ali bojo šli gasilci kelnariti po šankih na narodne noše ali ne, pa za kakšen denar. Da o tem, kakšna je bila ponudba, sploh ne govorim. Da ne govorim o tem, da en mesec pred prireditvijo direktor javno pove, da ni uspel zagotoviti dovolj sredstev za izvedbo prireditve, ene najpomembnejših prireditev. In potem je bila, en teden pred samo prireditvijo, prireditev odpovedana zaradi PCT pogojev. Vse prireditve daleč naokrog so bile izvedene. Izvedena ni bila le naša prireditev. V Kamniku smo celo doživeli Kamfest, za katerega občina sicer namenja več kot za Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Da, gospod direktor enkrat reče,
da je odločitev, da dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine ne bo sprejel organizacijski odbor, drugič pa reče, da je to odločitev sprejel svet zavoda. In zelo rad se zgovarja ali na svet zavoda, ali na koga drugega. Mislim, da zavod, ki je kljub temu, da je imel kadrovske težave, bil na zelo dobri poti promoviranja občine Kamnik, ne samo v Sloveniji, ampak tudi naokrog. Jaz se bojim, da gre ta pot z zdajšnjim direktorjem strmo navzdol. In jaz se bojim, da peljete ta zavod nazaj v čase županovanja gospoda Smolnikarja. Ko je bila to agencija, ko je bila to v bistvu turistična pisarna in nič več. Jaz se bojim, da bojo zdaj turistična društva dobivala vedno več nalog za organizacijo številnih prireditev, ki jih zavod iz takšnih ali drugačnih razlogov ne bo mogel speljati. Zdaj, a je temu krivo pomanjkanje sredstev, a je temu krivo nesposobnost direktorja, a je temu krivo kaj tretjega, ne vem. To, kar govorim, je pač moje osebno mnenje in videnje, ki ga imam kot Kamničan. In če se gospod direktor tako rad zgovarja na svet zavoda, jaz si želim, da svet zavoda potem naredi tudi red. Ker temu je svet zavoda namenjen. Da daje naloge direktorju, ki jih mora izvajati. In to, kar si je gospod direktor poleti privoščil na KUL petku, ko nam je grozila zelo visoka kazen zaradi neupoštevanja PCT pogojev, jaz mislim, da je nedopustno. In jaz bi tukaj pričakoval odziv kolega Jožeta, pričakoval bi tudi odziv še marsikoga drugega, tudi gospoda župana, ampak oba dva ga zagovarjata. Tako kot ste ga zagovarjali ob njegovem imenovanju, jaz pa danes lahko samo rečem, da sem vesel, da sem takrat glasoval proti. In proti bom glasoval tudi danes, zato ker gospod župan vedno govori o sodelovanju, o ponujanju roke. Ko mi roko ponudimo, ko ponudimo kompetentnega človeka, sposobnega, mladega, nam to zavrnete, takrat, ko je pa za vas dober, pa naredite nekaj, da potem lahko pod pretvezo rečete, saj smo vam ponudili sodelovanje. Tokrat nam ga ne ponujate in če nimamo svojih ljudi v svetih zavodov, jaz vem, da potem ne moramo odločati o tem, kdo bodo direktorji in kdo ne. In niti ne želim nikomur nikdar sugerirati. Kot občinski svetnik bom pa vedno na seji jasno povedal, kakšno je moje mnenje in glasoval tako, kot se mi zdi prav. In še enkrat povem, da ne morem podpreti te sestave sveta zavoda, ker se mi zdi, da je svet zavoda v takšni sestavi, kot je predlagana, naredil pač nekaj napak. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Dejstvo je, da, ker sem že pri prejšnji točki omenil, včasih se tudi stori kakšna napaka in v Listi Sandija Uršiča se pač naše napake zavedamo, kar se tiče imenovanja direktorja. Absolutno se strinjam s tem, kar je Igor povedal. Naredil je več napak, ne vemo, oziroma deloma vemo, kaj je svet zavoda to razpravljal, ampak konkretnih ukrepov ni bilo. Izkušnja iz poletja s KUL petkov ni bila dovolj, ista zgodba se nam je ponovila ob dnevih narodnih noš. In organizacijski odbor je imel pripravljen konkreten program, poleg knjige, katero smo izdali ob obletnici in razstav, je bil tukaj še program za petek, soboto in nedeljo, ki bi ga pod pogojem PCT brez problema izvedli in zato so bile tudi zagotovljena sredstva.
ampak ves čas smo se zavedali, da povorka ni izvedljiva. Tukaj je bilo strani direktorja en izgovor stalen, da svet zavoda ni naklonjen temu, da dnevi narodnih noš brez povorke niso dnevi narodnih noš, ampak naše stališče je bilo, da si Kamnik in dnevi narodnih noš ne morejo privoščiti, da že drugo leto gre zadeva brez dogajanja oziroma da se odpove. In zgodba, kakšna je bila zaključek, vemo. Zapletali se pa vse skupaj tem na sestanku, ker je pol direktor, ker so bili vsi drugi argumenti nevzdržni, pa rekel, da pač on se ne strinja s pogojem PCT in da ga ne bo izvajal. In ne bi si mogli še enkrat privoščiti, da izvajamo en dogodek, katerega organizator je zavod, v bistvu katerega je občina ustanovitelj, in da tvegamo, da bo direktor tik pred zdajci se odločil pa spet nastopil pred kamerami in rekel, da PCT-ja ne bo izvajal, ker vemo, kakšne bi bile posledice, ker je s tistim poletnim početjem pa nastopanjem v medijih že pritegnil v bistvu inšpekcije v Kamnik in ne sam sebi v bistvu pa zavodu probleme povzročil, ampak verjetno še kakšnemu, ki se je tudi trudil v Kamniku narediti. Tako da mi smo prevzeli svojo odgovornost, nismo niti predlagali kandidata, ampak ali kandidatke v svet zavoda. Upam pa, da bo svet zavoda strožji in bolj konkreten, kar se tega tiče, ker žalosti me v bistvu, da ni bilo volje, pa ni bilo interesa, da se septembra, ko je bila situacija konkretno drugačna kot danes, zadeve nismo potrudili speljati, načrtujejo se pa decembrski dogodki. Jaz upam, da so vsaj toliko bolj previdni pri načrtovanju pa pri podpisovanju pogodb, da ne bomo decembra spet praktično nič imeli, to nas bo pa vseeno nekaj stalo. Hvala. Hvala, besedo ima Edi Srujovič. Župan, hvala lepa za besedo. Spoštovane svetnice, svetniki, predstavniki občinske uprave, predstavniki medijev, lepo in toplo pozdravljeni. Kar nekaj stvari je bilo povedanih, s katerimi se absolutno, strinjam. Svetniško vprašanje pisno sem nedavno postavil iz istega razloga, kot je omenil že podžupan, in tukaj imamo zelo podoben pogled, namreč že drugo leto zapored sem nekako razmišljal največjega dogodka praktično, ki je vse slovenski, vsega tudi onkraj meja, o katerem poročajo, si ne morem predstavljati, da ga pač enostavno ne bi imeli. In v luči tega sem zastavil relativno jasno in kratko pisno svetniško vprašanje, zakaj letos dnevov narodnih noš ni bilo. Namreč, kaj me je pa vodilo k temu vprašanju? Ravno ta konfuznost, ki je bila potem potrjena tudi v odgovoru. Sprva je bilo govora o tem, da odgovornost prevzema za neizvedbo organizacijski odbor, kasneje v odgovoru, ki je bil podan meni, se ta vali na svet zavoda, v naslednji dikciji pravi, sem na podlagi tega se odločil. Torej, da povzamem še malo besede kolega Uršiča, in jaz se tukaj v bistvu čisto strinjam, kar je povedal. Mi imamo enostavno opravka z osebo, ki je antisistemska. Ne vem, če se tega zavedate, no? In tu predvsem odgovornost, bom rekel, da mi je malo lažje, da vseeno v občinskem svetu sedijo osebe, kot to pravi predsednik LSU-ja, da so spoznali in uvideli svojo napako, ampak v redu, tudi to šteje. Jaz to pozdravljam. Medtem, ko se sprašujem za veliko večino ostalih, očitno bomo še zmeraj vztrajali naprej, pa ne glede na to, da vidimo, da zadeve ne tečejo tako, kot bi morale. Zdaj, pri prejšnji točki, ko je bilo govora o svetu zavoda, v kateri sem se tudi sam kandidiral, bolj izklica po temu, da enostavno koalicija ne prepustimo vsega samo koaliciji. Zdaj ugotavljam, da je mogoče pa še bolje, da je to tako, saj bodo nosili odgovornost oziroma boste nosili odgovornost sami. Tisti, ki pa ne želijo nositi odgovornosti, so pa sprejeli odločitev in iz zavoda enostavno odstopili. Tako da prav tako jaz danes tega imenovanja ne morem podpreti,
še več pa bilo bi najmanj, kar bi rekel, higienično, vsaj enega člana iz opozicije imeti v svetu, ne nazadnje seštevati znamo vsi, ta bi bil lahko nadvse hitro preglasovan. Če pa je cilj tega, da nihče niti nima vpogleda v to, kar se tam dogaja, pa verjemite mi, da tudi če smo iz opozicije, dobivamo neko sliko, ki je jasna, in sicer, da ljudje dajo odpovedi, da gre vse v smeri nekega, bom rekel, razpada in ni več podobno tistemu zavodu. Ker vidim, da se mi čas izteka. Hvala za opozorilo. Še enkrat več ne bom glasoval za. Besedo ima Jože Korošec. Hvala za besedo, gospod župan, lep pozdrav vsem skupaj. Mislim, da je prav, da se oglasim za par zadev, da razčistim, kaj pomeni svet zavoda. Res je, da direktor je bil imenovan 1.7. Izbira je bila pač taka, kakršna je bila. Izmed dveh kandidatov smo pač enega zbrali takrat v tem svetu. Zdaj se pravi, trenutno je 4 mesece je zdaj na položaju. Kar se tiče narodnih noš, bom rekel takole, da je ta odgovornost, seveda, svet zavoda je na seji zadevo obravnaval kot poročilo, se pravi, tako je z narodnimi nošami, in takrat je res, da je svet zavoda se soglasno takrat pač bil mnenja, da če ni povorke, pač ne morejo biti jubilejne narodne noše. Vendar to ne pomeni, da teh narodnih noš ne bi smeli biti. Svet zavoda ni odločujoč faktor pri tem, se pravi, tudi potem bi, ne vem, v šolah sveti šol odločala, ne, pač na to je organizacijski odbor in pa direktor. Zdaj, kako pač, če se je tako izteklo, je pa res, da je bil to mnenje sveta zavoda, ki pa seveda lahko da mnenje, ni pa to obvezujoče, da ga potem direktor oziroma organizacijski odbor upošteva. Mogoče boste rekli, da je to dvolično spet, ampak ni. Pač svet zavoda je takrat soglasno, dokaj soglasno je bil in je pač tako rekel. Po drugi strani pa tudi, se pravi, ta prireditev potem ne bi bila tam vzadje se pravi, Marigrajskim dvorom. Je tako, jaz bom rekel, da je za par sto ljudi, ne vem, čisto to imajo osebno mnenje, da je, ne vem, za koliko bi to lahko šlo ljudi, jaz mislim, da več, 300-400 po moje ne bi smel noter iti. Je spet smiselnost, a je to, potem a so to narodne noše, je ta koncert to, ali ni to, ne. To je bil tak pogovor na sestanku sveta zavoda in še enkrat rečem, pač direktor je se tako odločil, da je svet zavoda bo verjetno precenil, a je bila ta odločitev ta prava, ali ni bila ta prava. Glede petkov smo pač takrat imeli tudi sejo in pač direktor izrekel nek opomin, se pravi, če bi bila pa kakšna globa, verjetno bi že takrat seveda direktor potem mogel iti, ampak globe ni bilo, pač odločba je prišla in svet zavoda se je seznanil s to odločbo in potem je potem ustal. Je pa tako, v Kamniku je, se pravi, tudi če bi pa verjetno pa narodne noše bile, zdaj verjetno ni nikoli prav, ne, bi pa nek PCT, neka zadeva bi bila in zakaj smo šli to. Tako da jaz bom tukaj rekel, da sem tazga mnenja, dajmo čas, da se tale virus od nas, se pravi, poslovi in narodne noše ne bojo res 10.000, 15.000 obiskovalcev in izvedejo res tako, kot so bile nekdaj. To je moje mnenje. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Zavod za turizem in šport Kamnik. Glasujemo. Magister Urban Bergant, Natalija Berlec. Za. Karmen Dergan. Vzdržana. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Proti. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Vzdržana. Magister Šimso Mujanovič. Vzdržan. Duško Papež. Vzdržan. Božo Pilej. Proti. Ančka Podbevšek. Proti. Bogdan Pogačar.
Vzdržan. Dr. Janez Rifel, Za. Edi Srujevič, Proti. Matija Siter Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Za. Franci Spruk, Za. Marko Šarec, Proti. Mojca Škraba, Za. Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, Proti. Aleksandar Uršič, Vzdržan. Žaklina Zdravkovič, Proti. Grega Zorman, Proti. Igor Žavbi. Proti. Za je glasovalo 12 svetnic in svetnikov, proti 10. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugi sklep, to je sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet osnovne šole Marije Vere. Poročevalka Ivanka Učakar, imate besedo, izvolite. Še enkrat hvala za besedo. 20. sejo smo potem nadaljevali 25.10. in v tem drugem delu je komisija obravnavala dopis osnovne šole Marije Vere za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet in prispele 3 predloge in predlog sklepa se glasi: za predstavnike ustanovitelja v svetu osnovne šole Marije Vere se imenuje Anjo Grašič, Dragico Požek in Roberta Prosena. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki? Ne. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet osnovne šole Marije Vere. Glasujemo. Magister Urban Bergant, Natalija Berlec, Za. Karmen Dergan, Za. Okay. Anton Iskra, Za. Alenka Jevšnik, Za. Jože Korošec, Za. dr. Jernej Markl, Za. Nives Matjan, Za. magister Šemso Mujanovič, Za. Duško Papež, Za. Božo Pilej, Za. Ančka Podbevšek, Za. Bogdan Pogačar, Za. Žan Potočnik, Za. Robi Prosen, Vzdržan. dr. Janez Rifel, Za. Edi Srujevič, Za. Matija Siter Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Za. Franci Spruk, Za. Marko Šarc, Za. Mojca Škraba, Za. Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, Za. Aleksandar Uršič, Glasujem za. Žaklina Zdravkovič, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.